Dobro jutro, dober dan, dober večer, odvisno, kdaj nas gledate. Humanistika, to si ti in to sem jaz in to ste vi in z nami čudovita gostja. Čudovita v vseh pogledih, docentka, doktorica Bara Kolenc, filozofinja in umetnica na področju uprizoritvenih umetnosti. Bara razmišlja, raziskuje. Bara razmišlja, piše. Razmišlja, predava, razmišlja, pleše. Bara, pozdravljeni. Lep pozdrav. Živjo. Zakaj se mi, prvo vprašanje se bo namreč dotaknilo filozofije, zakaj se mi, ki vemo, da filozofija je, filozofije na nek način bojimo? In zakaj tisti, ki tudi vedo, da filozofija je, pa komaj vedo, da je, včasih zamahnejo z roko in se ne zmenijo zanjo? Kaj je s to filozofijo v današnjem svetu? Ja, prvo bi rekla, da se filozofije bojimo zato, ker lahko spreminja svet. Drugo, zakaj ljudje zamahnejo z roko? Pač filozofski odgovor bi bil zato, ker ne vedo, da ničesar ne vedo. Ampak da malo bolj morda pojasnim zadevo. V nekih obdobjih, družbenih obdobjih, ko se zdi, da svet teče sam od sebe, kot po maslu ali pa kot dobro podmazan, se ljudje ukvarjajo z detajli, s podrobnostmi, s tem, s praktičnimi stvarmi, a ne? Da bojo stvari z majhnimi korekcijami šle še na boljše. Medtem pa ko pa pač se v kolesju zgodovine kdaj zatakne, pa se spet začnejo vsi reflektorji obračati k filozofom, kaj boste pa vi povedali, kaj moramo zdaj narediti, kaj je potrebno spremeniti, kje je potrebno premakniti velika kolesa. Tako bi rekla, da se dogaja zdaj, v času krize, v času podnebne krize, v času velike družbene krize, so neki mehanizmi, tudi politični mehanizmi, razni znanstveno-gospodarski mehanizmi, recimo konkretno Evropske komisije, se začeli obračati k filozofiji, ker je pač zdaj velik projekt neke transformativne spremembe. Pač začeli smo se kot človeštvo zavedati, da bo potrebno narediti velike korake za to, da bo svet še naprej obstajal in mi na njem. Na podlagi nekih tehnih premislekov tudi, Na podlagi tehnih premislekov, predvsem pa, vprašanje, kaj sploh je zdaj ta transformativna sprememba, na kakšen način se stvari sploh lahko spremenijo. To so zdaj neka bolj temeljna, konceptualna vprašanja, s katerimi se sicer ukvarja recimo filozofija. Ampak vi recimo ste filozofinja. Ja. Kaj vas je pa gnalo in prignalo do tega? Kaj vas žene naprej, da se ukvarjate s filozofijo? Ja, filozofijo v bistvu, ne gre za to, da se v nekem momentu odločiš za filozofijo. Po mojem gre prej za to, da si na nek način določen. Oziroma pač po filozofsko, da si interpeliran. Se pravi, da nimaš druge izbire. Da si postavljen pred neko dejstvo, da se s tem boš ukvarjal in potem in to dejstvo je neko prazno dejstvo. To se je meni recimo nekje v srednji šoli zgodilo in potem se ves svoj naslednji čas posvečaš nekemu naporu, nekemu dialektičnemu naporu, da bo to prazno dejstvo postalo neka polna stvar. Se pravi, da boš
to nalogo čim boljš izpolnil. No. Ampak veste, da tako zase pravijo tudi pesniki, da začutijo tisto svojo poet destiny. Ne vem, če je to prav usoda, ne. Interpelacija je nekaj drugega kot usoda. Glih usoda je nekaj, kar ti vidiš kot napisano, kot nekaj, nekaj, kar ima vsebino. Interpelacija je prazna. Prazna, jo je treba zapolniti. Je treba zapolniti. Nujno je, da nekaj narediš, ne, pač zaznaš, da bi mogoče bil to sposoben, oziroma pač je v bistvu družbena naloga, no, rečemo. Družbena, ampak tudi mogoče, ne zgrešim, če rečem osebna. Osebna. Veste zakaj? Zato, ker sem takole prebrala o vas, ne? Pa sem bila fascinirana. Barbara Kolen svoje ontološko-strukturne raziskave povezuje z aktualnimi vprašanji našega časa. Z ekološko krizo, antropogenezo, živalskostjo, prepoznostjo in tako naprej. Vprašanje živalskosti, vprašanje prepoznosti. Okay. Zakaj gre pri tem? Obe vprašanji sta seveda pomembni. Zdaj, vprašanje živalskosti, ne, se recimo v današnjem času, ne, kaže, recimo, bomo začeli z nekimi čist detaljnimi stvarmi, a ne. Kakšno je razmerje človeka do živali, a ne? To nam govori o tem, kakšno je razmerje človeka do narave. A ne? A se človek postavlja nad naravo, nad žival, ali se postavlja v recimo na neko raven, isto raven živaljo z naravo, ne? Zdaj, celoten projekt človeka, projekt humanizma, je nek projekt ločevanja človeka od živali. Tega, kako se je človek postavil v razmerje do živali. Zdaj, skozi zgodovino humanizma, zgodovino filozofije, se je postavil na neka dva temeljna načina. Eno je to, da je ugotovil, da je človek nekaj povsem različnega od živali, a ne? Nekaj, rečemo po filozofsko-ontološko različnega, ne? In temu rečemo neka zgodovina izključevanja, ne? To je recimo nek Sokratov zastavek, a ne? Človek je to, da ni žival, ne? Človek je nekaj, kar je pač onkraj živali, ne? Človek ima neko svoje bistvo, ki ga v temelju določa, ne? Zdaj, to bistvo je ponavadi razum, jezik, abstraktno mišljenje. Neka druga zgodba, ne, je pa recimo zgodba, ki jo zaštartal Aristotel. Človek je del živalskega kraljestva. Človek je žival, ampak je razumna žival, ne, je govoreča žival. Je žival, ki se sicer vključuje v živalsko kraljestvo, ampak jo pa določa neka diferencija specifika, ne, se pravi neka specifična razlika, ki pa spet človeka dviguje nad žival. Ne. Se pravi, ne glede na to, a se mi pač danes nekako bolj ali manj priznavamo, ker smo pač vsi pač darvinisti, a ne, da je človek na pač tem živalskem krona stvarstva, na živalskem drevesu najvišji, ampak priznavamo, da smo del narave, a ne? Del, pač, da smo neke živali. Ampak to priznavanje, ne, se dogaja na nek zelo napačen, rečemo, napačen način. To, da je pa to napačen način, pa dokazuje sam svet, a ne, sama narava, ki je poškodovana zaradi tega, ne, ki se upira. Zdaj, kaj je narobe? Narobe je, da mi svoje živalskosti, ne, čeprav priznamo, da smo mi tudi del živalskega kraljestva, v resnici ne vzamemo nase, ne prevzamemo odgovornosti za svojo živalskost. To pomeni za to, da ne moramo vseh stvari postaviti v red, ne, zato, da je znotraj nas neka bestialnost, da je znotraj nas neka norost, da je znotraj nas neka zareza, da je nekaj, česar mi ne moremo kontrolirati, a ne.
Zdaj govorimo zlasti za zahodno misel. A ne? Recimo nekatere vzhodnjaške misli to zelo dobro znajo. Ne? In so na ta način tudi bolj pomerjene s svetom in je svet tudi z njimi bolj pomerjen. Ne? Zdaj, ker pa hočemo ker pač sebe razumemo kot nekaj, kar se je dvignilo nad naravo s celotnim korpusom kulture, ne, v bistvu soživalskost na nek način delegiramo navzven. Ne. Tako da, recimo, zdaj čist primer tega govora o nehumani vojni, ne, to je nek dober primer. Se pravi, Zelenski, ne, je začel že takoj na začetku ukrajinske vojne govoriti o nehumani vojni. Ne. To je nehumana vojna, kar pomeni, da ne upošteva v bistvu ženevskih konvencij. Ne. Ampak vprašanje je seveda zdaj, kje je meja med vojno, ki je kakor toliko humana, se pravi določena ženevskimi konvencijami, pa vojno, ki je nehumana. Ampak, če stvar pogledamo malo daleč, pač vidimo, da je v bistvu vojna kot taka neko človeško dejstvo. Ne. Živali ne poznajo vojne. Se pravi, vojna kot taka vedno je humana. Ne. In ta neka pacifistična ideja, da je možno v bistvu preseči vojno kot tako, ne, je spet v bistvu neka eksternalizacija naše živalskosti. Se pravi, mi nočemo sami sebi priznati, da je ta bestialnost v bistvu del človeške določitve, ne? In da ta humanost je v bistvu določena tudi z bestialnostjo. Ne? In skušamo, ne, pač s to idejo pacifizma, tega, da bomo s kulturo premagali v bistvu končno to živalskost, ne, v bistvu jo ves čas nekako eksternalizirati, jo izločati sebe in potem dela tudi razliko med nami, ki smo kulturni, ne, pa tistimi, ki niso kulturni. Recimo tukaj se je zelo dobro pokazala ta razlika med pravimi, dobrimi pa slabimi migranti. Ne? Kar naenkrat se je vzpostavila ta zareza med evropskimi migranti, ki smo jih poimenovali begunci. Malo bolj svetlolasi, a ne? Malo bolj svetlolasi, kakor so bili recimo tudi za nas Jugoslovane, tudi v času jugoslovanske vojne, jugoslovanski begunci, to so bili begunci. Tisti, ki pa niso, pač ne prihajajo iz naše kulture, ne, pa so migranti. Ne? In zdaj s tem bi povezala pač še to, da to zgodovina humanizma, ne, je bila od Sokrata dalje zgodovina ne samo naloge postajati človek, ampak tudi naloge pokazati drugemu, kaj pomeni postajati človek. Ne. Se pravi, ali pa po Aristotelu, ne, človek na svet imponira nek red. Ne? Človek razume svet kot red. In naloga vsakega, ki pozna ta red, je, da tudi drugega v bistvu vpelje ta red, da skrbi za ta red. Vsak je odgovoren za red, to pomeni, da je odgovoren tudi za tiste, ki tega reda ne poznajo, da jih vpelje v ta red. Ne? In tisti, ki so izven tega reda, so bili od nekdaj v bistvu razumljeni kot nek, se pravi, izven reda je narava, a ne, naravo je treba na nek način spraviti v red, ne, in izven reda so tudi vsi tisti, ki so na pol živali, na pol ljudje, ne, tako imenovani barbari, nekoč, ne, danes se o barbarih ne sme več govoriti, ampak praktično beseda migrant pomeni danes isto, a ne. In ta eksternalizacija tega barbara se danes dogaja na dva načina. Se pravi, ali ga razumemo kot žrtev, ali ga pa razumemo kot sovražnika. Ampak česar pa mi ne vidimo, je pa, da sta to dve plati istega kovanca. A ne? Se pravi, da gre za eksternalizacijo te živalskosti, a ne, ki je v nas, na nekoga drugega. Ne? Ti si v bistvu ta, ki moramo zate poskrbeti, ali kot za žrtev, ali pa kot za sovražnika. Ne? In v bistvu, kar se nam lahko hitro zgodi, je, da je to, kar je danes žrtev, jutri sovražnika. Ne? Se pravi, recimo,
ukrajinski begunci, ne, ali pa pač, kakor so bili na koncu nekoč, ne vem, Židje ali pa no, kakorkoli. Skratka, ukrajinski begunci, ki so danes imajo pozicijo žrtve, a ne, hitro, a ne, recimo, če bojo, ne vem, začeli zasedati preveč pravih mest v neki družbi, se hitro spremenijo v sovražnike. Ne? Bara, tukaj govoriva, saj začeli ste o dobrem in slabem, pa dajva še o majhnem in velikem. Ne? Človek recimo je velik, pa je vsemogočen. Zakaj se kljub tej svoji velikosti tako zelo boji tistih najbolj drobnih živali, klopov, pa stenic, pa uši, pa vsega tega majhnega, kar se zaleze v nas? Ja, jaz bi rekla, da je človek hkrati največja pa najmanjša žival. Ne? Največja je takrat, kadar vzame živalskost nase in takrat bi ta žival lahko pač bila kot nek medved v gozdu, ki poskrbi za vse ostale. Ne. Najmanjša je pa takrat, kadar tega ne zmore narediti in jo v bistvu projicira navzven. Ne. In zdaj, ja, ko sem prej govorila o tem redu, ne, če narava, ki jo razumemo kot urejeno naravo, ji rečemo narava. Ne. Tisto, kar pa je neurejena narava, pa je recimo divjina. Ne. In spet delamo ta res. Ne. Med tem, kar je za nas dobro ali pa kar mi poznamo, pa med tem, kar je za nas slabo oziroma neznano. In v to polje tega neznanega, te divjine, pašejo bolezni, naravne katastrofe, majhne živali, ki se jih bojimo zlasti zato, ker so skoraj nevidne, ker jih ne moremo, ker so majhne, ker jih moramo obvladati in ker poleg tega nosijo še manjše stvari, kot so virusi, bakterije in tako naprej. Ne. Bara, moraš biti, če si filozofinja, pametna. Jaz mislim, da moraš biti zelo pametna. Jaz tudi, ko vas tako poslušam. Ja, in kot plesalko vas vprašam, katera žival najlepše pleše? Aha, to moram odgovarjati kot plesalka. Pa pol bo še eno vprašanje kot filozofinja. Zato, katera žival po filozofsko najbolj pleše, imam odgovor. Za plesni odgovor. To pa je kar precej težko vprašanje. Mogoče meduze. Nekoč sem videla gorskega petelina, kako pleše, ampak meduza ni slaba, pa vsa tista luč, ki se v njih lomi. Kaj pa kot filozofinja, kako bi na to odgovorili? Ja, čebele. Zakaj? Zaradi Lacanove interpretacije, ki v bistvu govori o razliki, spet imamo tukaj razliko človek žival, ne, seveda, o razliki med naravnim znakom pa označevalcem, ne, pa tem, kako znaki delujejo znotraj jezika. Ne. In naravni znaki, ki ga uporabljajo čebele v tem njihovem znamenitem plesu, s katerim komunicirajo, ne, v bistvu se nanašajo neposredno na objekte, ne. Kažejo nekaj nekomu, ne, rečemo, so čist neposredni. Medtem ko označevalci, ne, ta lom med označevalcem pa označencem, ki se zgodi znotraj znaka v jeziku, pa v bistvu vzpostavi znotraj jezika subjekta in objekta. No. Se pravi, govorica deluje na povsem drugačen način, na precej bolj kompleksen način, kot pač ta živalska govorica, ta ples čebel, ki je njihovo sporazumevanje. Zdaj vas pa še nekaj vprašam kot filozofinjo, zelo pametno filozofinjo. Kaj je najpomembnejše v življenju? Ljubezen. Se strinjam. Bara, najlepša hvala.